Jaz sem Elizabeta Grom, rojena, poročena z Dušem Pleničarjem, ki je bil urednik Klic Triglava, ki ga je izdajal tukaj v Angliji od 45. leta do 92. In zbežala sem pa tudi zaradi njega, on je bil že v Italiji, jaz sem pa bežala v Avstrijo z mojo sestro, mlajšo. In ko smo prišli v Avstrijo, mi smo hoteli v Vilah, ne v Klagenfurt v Trinje. In tam so nas na poti proti Vilahu komunisti iz Italije postavili in so nas takoj zaprli kar v šolo, v eno šolo in moške v klet, ženske po razredih in smo bili tam mogoče ne 14 dni. Potem so nas premaknili bliže Baškega jezera, v ene lesene barake in smo bili tam. Eno večer pridejo pa Angleži v kamp, nas je bilo manj, mogoče 150 več ne ljudi. In so nam prinesli celo take, veste, konzerve piškotov. Smo rekli, zdaj bo pa jutri pa nas Angleži osvobodijo, a ne. Ne, drugi jutri smo pa ob 5 mogli vstati in gremo na postajo, so nas peljali, da bomo šli na vlak. Pride tovorni vlak, je bil pa poln reči gor, veste, ki so konfiskat po Koroški, preden so šli domov. Za nas pa pol ni bilo prostora. Smo mogli pa peš iz Baškega do Podrožce. In medtem smo pa s sestro opazili, da je žena družina obstala od zad, ker sem imel hčerko in gospa se je slabo počutila in meni je gospod rekel, gremo domov. Takrat smo prvič, nam niso nič povedali, kam nas peljejo, ampak je rekel, gremo domov. Smo pa sklenili s mojo sestro, da bomo zbežali. In pridemo tam do ene vode, jaz jo primem za roko, ker ona je bila mlajša kot jaz. In za enim ovinkom, za grmovje in smo bežali kot srne in eno moč doblje, veste, vam ne moram povedati res. Torej druge iz vaše skupine so vrnili? Ja, drugi so šli vsi nazaj v Jugoslavijo. Nazaj, ja. Ampak pred to skupino, ki so šli, so imeli pa ne 4 nemške vojake še v uniformi. V skupini noter? V skupini, čist, ta prvi so bili oni, češ, to so pa te, ki so z Nemci delali, ali nekaj takega, ne vem, kaj so. Kdaj je bilo to približno? To je bilo, ja, maja. Maja 45. sem šla iz Ljubljane, pridemo na Korošk 6. takrat so nas že, to je bilo, ja. No, smo zbežali s sestro in srečno nič se nama ni zgodilo in nekaj je bilo enega streljajna in potem smo srečali še več, so tudi, niso bežali iz te skupine, ampak so bežali iz Slovenije pa po gozdovih in smo se skupaj znajdli tako, da je bilo njih 10. Gremo po gozdu nazaj in pridemo do tiste šole, kjer smo bili zaprti prvič in tam je bila ena velika gostilna, jaz sem šla pa še, ne vem, dva sva šla v tisto gostilno, kaj je, zdaj so rekli, dol pridite, se lahko tle umijete, kosil so nam dali, so rekli, potem pa kar po cesti glavni v Beljak. Zdaj smo prosti tukaj, ni več komunistov, ker ne vem, zakaj tam na Koroškem jih niso najlepše sprijeli. In se res tam vse uredimo in gremo v Beljak, tam srečamo tistega, ki mi je povedal, da gremo v Slovenijo, to je bil en znan
Ljubljančan s familijo, je rekel, mi smo v tem hotelu, danes boste lahko pri nas spale, jutri greste pa na Rdeči križ. In smo bili čez noč tam pri njih, drugo jutro smo šli dol na en kamion, Rdeči križ, in nas je peljal v špital na Drav. Tam pa ni spet ne v kamp, ampak v eno gostilno veliko, in tam so imeli velik tista dvorana za plesati. In so tisto dvorano nas postavili in smo ležali kot sredine. Zelo drugega, ne vem, smo bili tam mogoče en teden, 14, jaz se že ne moram čisto točno spomniti. Kdo vas je pa hranil? Kdo vam je dal? Ja, Tam so. Ja, se spomnim, ko so skuhali konjski golaž, pa ga nisem mogla. Čeprav sem bila lačna. No, in smo po 14 dnevih, ali smo bili tam 14 dni, jaz čisto točno se ne moram spomniti dneva. In pride tele Angleži, pravijo, vas peljemo v Italijo. Pride ta dva velika kamiona, nas naložijo, pa še nismo bili čisto sigurni. Smo rekli, če gremo na levo, gremo v Slovenijo, če gremo na desno v Italijo. Pa so nas res peljali v Italijo, čez ena en kraj, in tam smo videli na enem futbol placu napisan Živelj kralj Peter. Smo rekli, no smo že v ta pravem kraju. Od tam sem šla pa v Forli, v kamp, tam so bili nekaj mesecev, potem pa v Eboli. Kjer so bili četniki, ne? Pa 2 leti, ja. Večinoma so bili v Eboli četniki? Ja. A je bil tudi vaš mož tam? Ja, tudi, ja. A ste ga poznala že prej? Že prej, ja. V Eboli pa 2 leti. Potem smo šli pa v Nemčijo, smo bili pa v Nemčiji v Diepholzu, pa v Lingenu. Potem je pa komisija angleška prišla in so se odločila, da gremo v Anglijo, ki je bila prva komisija, ki je prišla noter, ker v Nemčiji je bila čist, veste, drugače kot pa v Italiji. V Italiji ste imeli sonce, je bilo sadje, v Nemčiji pa hrana zelo slaba. In pa so se odločila, da gremo v Anglijo. Komisija me je takoj sprejela in smo bila menda prva iz kampa, da sva šla v Anglijo, pregledi, preden si šel na ladjo Hook of Holland v West Ryde, ne Norwich, in od tam pa spet v en kamp, pol so prišle pa tele iz raznih tovarn ljudi, tele, kako bi rekla, so bili tam zaposleni, welfare officer, so prišli in so nas zbrali. So nas zbrali po 10, recimo, da gremo v en kraj tam blizu Manchestra, Bury smo šli, tam je vsakem dobil en funt in stanovanje pa gospodina, da nam je kuhala. In tako smo začeli življenje v Angliji, z enim funtom. Ampak nikdar nisva šla dol, vedno gor. So bili pa, ne vem koliko letenih, 10 si bila ti stara, smo se pa preselili tle blizu Londona. Enfield, kot zdaj živim, in smo zdaj že 40 let v Enfieldu, 40 let. In tam je pa, se veste, moj mož je pa itak bil zelo v politiko, ki je tiskal klicti glavo, ki je svoje tiskarno jemo. In vedno pa sva šla naprej. Začela sva v šatoru, pa sva bila v eni sobi, pa smo hišo kupili. Gospa, kakšne spomine imate na taborišče Eboli? Namreč, vi ste ena redkih, ki nam lahko da še to pričevanje. Ja, v Eboli, tam smo pa Slovenci, smo se takoj odločili, spodaj so bili Srbi, Hrvati, Slovenci pa čist na vrh, ker je bil hrib. In so bili v glavnem šatori, pa nekaj teh barak.
Pa ste hodili lahko svobodno ven, ne? Lahko, ja, tam si lahko šel ven, pa a si se prišel nazaj ali ne, vse zavisi. Tudi veliko je bilo za jesti, ne, ker je bilo območje tako rodovitno, pa ste lahko zelenjavo pa sadje, ne? Tudi Angleži je bila kar v redu hrano. Veste, ta velik angleški hlebec, ki ga dobite, je bil razdeljen na 3, si vsak dan dobil, ampak je lahak kruh, za fante je bilo to premalo, za me recimo je bilo zadost. Ampak ste lahko menama. Ja, pa Slovenci smo, Štajerci posebej so se pokazali zelo dobro, so prevzeli kuhno, potem smo dobili veliko čaja pa kave, oni so pa tu, zjutraj smo dobili čaj, vse niso porabili, so šli v mesto in so prodali, pa zato kupili moko, pa so nam naredili v nedeljo kosilo še vsake na palačinko ali pa en krof. So res bili odlični kuharji, tudi hrana je bila v redu. Tele polpete so tudi v nedeljo večkrat naredili, tako da hrana tam ni bila slaba, ampak v Nemčijo, ko smo prišli, je bilo pa zelo slabo. Tam pa za eno steklenico sem s sabo nesla Chiantija, mi je tam en trgovec rekel, vsak dan po kruh, lahko pridem, ne vem za koliko dni. Makarone, pa vse tak mi je dal. Je rekel, nismo še nakoli v 4-5 letih. Ja, za pomaranče, kar si hotel. Niso videli otroci pomaranče, ki so bili že na kako veliko. Za čokolado enkrat smo dobili od Angležev tudi, no je to je bilo edino, ampak je bila tista, veste, ki je rabite sem, če ste v stiski. Ja, trda, vojaška, ne? Vojaška, ja. Pa mi je dala cel rukcak hrušk za eno tako čokolado. Ko sem pa prišla v kamp, tam so bile pa familije, ki so mi mehne otroke, so že trkali s hruško. Jaz sem jih malo snedla. Se veste, kako je tam mož želiti. Gospa, Eboli velja začetniško taborišče, ne? Kako ste vi videla to taborišče v vaših časih? Mislim, kakšna je bila klima, kaj so ljudje razmišljali, kaj ste počeli čez dan v taborišču Eboli? Vse mogoče, mi smo igrali, jaz sem v 4 tistih nastopila. Postržek, ne vem, če poznate, ena italijanska. Ostržek, Il Pinocchio. Ne, postržek, ki ste napol deklica, pa napol pa odrasla. Zelo fejst, pol smo rakonače enkrat igrali, pol več takih, zdaj sem že pozabila. Pol učil nas je, ena Vera je bila tam, ki je bila šivilja. Je rekel, zdaj pa Amerikanci so poslali v Eboli en vagon obleke za Srbe, ampak so tudi Slovenkam dovolili, da smo šle zbrati si vsaka en plašč, pa karkoli si hotel, vse tako se veste, kad začariti dajo. In je rekel, da bomo pa imeli pa šiviljski tečaj in nas je učila, da smo si vse tiste obleke, pa vse tisto naredile, pa razstavo naredile, da so prišle tudi Srbkinje pogledati, pa Hrvatice in so samo občudovale, kaj se da narediti za njih. Veste, takih mehkih stvari. Potem smo pletle za Rdeči križ puloverje. Tako da, če si hotel biti zaposlen, si bil lahko skus. Kaj se je kaj čutilo to politično delo, je kakšen kaj agitiral, kaj govoril o politiki? Ja, tudi so bili govori, če ste hotel poslušati, ampak... Bolj za kralja, verjetno, ne? Za kralja Petra. Za kralja je bilo tako. Z Dušanom smo bila povabljena, še ko smo bili v Beriju, v Bedford, Bradford, tam je bilo veliko Srbov, da bo kralj prišel in bo govoril. In sva res šla, pa sva sedela pred nama, je bila cela kraljeva familija, kraljica, Tomislav pa Andrej, kralj je pa bil gor, ki je govoril. Nas je pa povabil en srbski kapetan, ki je bil mojemu možem prijatelj, je rekel, Dušan je začel kralj govoriti, se veste, njegova srbščina, pa tu je bilo bolj slabo, je pa Dušan sam rekel, da na več, če bi rad še imel kraljevino, od takrat nismo tizga nikdar več videli, tizga Srba. Nikdar več prišel.
se mu je zamijel. Kakšen je bil pa odnos s Hrvati in Srbi v taborišču Eboli? Ja, tam ni bilo. Ste si pomagali med sabo? Ja, Slovenci pa Hrvati smo bili bolj gor na hribu, Srbi pa dol, na ravnem. Ampak ni bilo kakšne konkurence, da bi se nagajali, ste sodelovali skupaj? Ja. Tam v kampu, veste, kako je. Ampak mi nismo veliko veze imeli dol iz Nižje, iz temi Srbi. Gospa, oprostite, se lahko vrnemo malo na vaš začetek življenja. Če smem povprašati, kdaj ste bila rojena, pa kje ste preživela mladost? Ja, na Vrhniki, 27. novembra 1922. Stara Vrhnka. Stara Vrhnika. Pa ste bila v bolj, kako bi No, doma, katoliški rodbini? Ja. Aha. Moj oče je bil trden, tak, ljudje so ga zelo spoštovali, zato ker je naredil veliko za Staro Vrhnko, da so imeli vodovod, da so imeli elektriko, da so paše odpravili, so ga imeli tako zelo, pa pri gasilcih je bil eden ta glavnih in je dobil tudi od kralja Svetega Sava. Red Svetega Sava. A je bil tudi politično aktiven on? Ja, kadar so bile volitve, vem, da otrok so mogla hitriti po njih parih hišah vprašati, če bo je prišel zvečer na sejo. Je bilo. In kako ste videla potem vi začetek vojne? Ja, mislite, kako je bilo bolj... Kako ste videla vi, kako je v vaših očeh mladostniških vojna se začela? Ja, veste, kako je ni prijeten, da imate vojno še hujše, je pa to, ko se je začela civilna. A veste, to je bilo najhujše. Vas niso imeli zelo hmerk, ampak civilni so začeli pa cele familije postreliti gor v Šentjoštu in tako se je začela takrat Bela garda. Se pravi, bolj kot okupacija vas je državljanska vojna prizadela, ne? Ja, so jih kar. Kako ste vi videla to vojno skozi vaše oči? Ja. Ne najboljše. Moj oče še prej, recimo, vem, kadar so bile volitve, še za časa Jugoslavije, ko so bile v glavnem, ki je bil še Korošec živ, moj oče je vedno se držal ene stranke in vem, kadar so prišli za volitve, je mogel vedno hoditi po stranskih ulicah, da so mu bi kaj naredili. Ampak med vojno ni vstopil v nobeno enoto? Ne. Ste živeli še naprej od kmetije in tako naprej? Ja, ampak moj brat, mlajši je pa bil pri domobrancih in je, zakaj so ga prišli iskat, ne vem, 18 let star in je v vetrinju bil in ubit, zavrnen in ubit. In niste nikoli več slišali o njem? Ne, moja mama ni, mi smo se srečali, ker je bila Marjanca stara 3 leta v Avstriji, so prišli od mojega moža starši pa moja mama. Ja, ni mogla pozabiti, no sem spraševala pa iskala vse mogoče, ki je, ko so govorili takrat, da so mlade poslali v Rusijo. A veste, ni bilo nič. A lahko še za naše, bomo rekli, naš recording, poveste še ime vašega brata, pa kateri letnik je bil? Moj brat je bil pa Tomaž Grom, rojen 26 leta. 26 leta. In kje je pa služil med vojno? Na Vrhniki. Na Vrhniki je bil, v postojanki? Ja, sem bil nekaj malega, ne par mesecev. Ja. Ampak takrat, ko so bežali, je tudi on šel. Mami, povej od začetka, ko je bilo pa, kaj njega ni bilo na kmetiji. Ja, no pol so pa seveda nas kmetija, to je bil pa, moj brat je bil pa ustvarjen, da bo najboljši kmet prevzel kmetijo, ker ni bila mejhna. 9 otrok vas je bilo vas? Ja, 9, ja. In je res bil rojen za to. On je imel tako strašno rad živali, konje, vse. In ko se ga, se veste, moj očet je tisti zest za kmetijo zginil. Od takrat ni nič več šlo tako, kot bi mogli. So ga tudi zaprli pred mojega očeta, ampak so ga spustili, ker so
menda ljudi zahtevali, ker je preveč naredil za staro vrhunko, za vrhunko, ki je bil tudi odbornik občinsk, pa tako se veste, kako je. Če se enkrat začnete za to zanimati. Ampak da bi bil kaj zagrizen ali kaj, to pa nikdar. Ampak kako je potekal pa vaš umik od doma? Kako ste šli vi od doma? Ste šli na podlagi tega, da vam je kdo kaj rekel, ali ste sami čutili, da morate iti? Dušan je bil pa že v Gorici in je imel stanico, so imeli četniki stanico iz Ljubljane in mi je povedal njegov prijatelj, da za 5 dni ne grem v Avstrijo. Takrat ni šel še noben, ko sem jaz šla. Jaz sem bila prva, ko sem šla iz Vrhunke. Vemo, 5 zjutraj grem na vlak iz Vrhunke v Ljubljano. Ni bilo še nič. Čeprav razumem, vi ste šla 5. maja, ne? Ste šla od doma. Ja, to je res zgodaj. In ste šla v prepričanju, da se boste kmalu vrnila, verjetno, ne? Ja, so rekli 4-5 dni največ v Avstrijo. Še očeta sem mogla vprašati, seveda. Pridemo pa v Krajin, je pa tam moja sestra rekla, vse gre in tam sem začela videti, kaj se godi. Tu so bile ulice polne ljudi, vse cela Dolenjska, z vsem mogočem, vse je šlo čez. Pa smo pa tam dobili tudi tistega prijatelja, ki je imel stanico iz Četniki v Gorici pa v Ljubljani. In je takrat, vem, da ta zadnjo tisto, ki je dal po stanici, da domobranci, ko pridejo v Avstrijo, se mi predstavijo kot kraljeva jugoslovanska vojska, ne kot domobranci. Gospa, vaš mož Dušan je bil dolga leta urednik Klica Triglava, ne? Ja. Lahko par besed poveste o njegovem četništvu. Kako da je on četnik postal, slovenski četnik? Ja, on je bil iz Litije. Očeta so zaprli, ko so Nemci prišli, ker je bila razdeljena Slovenija na 2, so očeta zaprli. Dušan je pa hodil v Ljubljano, študiral pravo na univerzo in se en dan vrača domov, ga na postaji čakajo Nemci in so ga zaprli. V Šentvit, tam, ki je prej bil že 8 let v šoli, in od tam so ga poslali pa v Bosno. Pa še njihove sorodnike in je bil tam dol. Je rekel, če je moj tale storž koruze, na dan je bil zelo zadovoljen. Potem pa oče je bil pa, on je bil tajnik na Panovin. Oče njegov. Oče, ja. In je nekako zvedel, da se dajo. Dušan bi pa rad nazaj prišel, da bi zbežal od tam, pa ni mogel skozi Hrvaško, ker so bile te Ustaši, ja. Potem pa oče nekako dobil ene ponarejene dokumente, jih mu je poslal, da se je Dušan lahko vrnil v Ljubljano. Je šel pa pred na Rdeč križ delati v Ljubljano in od tam pa zveza s četniki in je potem tam ostal. Očeta so še potem še enkrat zaprli Nemci v Ljubljano. Iz Škofovih zavodov je oče zbolil, so ga v Ljubljano peljali v bolnico, je tam ostal pol, ampak ko so ga Nemci še kasneje, če Dušan pride dol, bomo vas zaprli, so ga zaprli, ne vem, koliko časa je bil zaprt, ampak Dušan ni prišel več nazaj. A je vaš mož Dušan vam kdaj povedal, zakaj se je on odločil za četnike? Zakaj ni šel recimo k domobrancem? Ne, domobrancem. Ne? Ne, so bili četniki, so bili prej kot domobranci. Ja, seveda, ampak... So bili prej, pa vse sami taki, ki jih je poznal. Veste, so bili zraven, Grčarice, to je vse on poznal. In Dušan zraven pri Grčaricih? Ne, na Grčaricih ni bil, ampak poznal je vse te fante od tam. Nacionalna ilegala. In potem se ob koncu vojne, zadnje dni aprila, verjetno umaknil po Vipavski dolini proti Gorici, ne? Ja. Potem preko Soče je šel verjetno v Palmanovo, ne? Ja, Palmanovo, ja. In potem ste se videla srečala v Eboliju spet? Ja, ne, v Forliju. V Forliju? Aha. In potem v Eboliju. Kako bi pa opisali potem vaše življenje tukaj v Britaniji po vojni? V Angliji. V Angliji, ja. Ja, začela sva z enim fantom.
Veste, gospodina nam je kuhala, pa sobo smo imeli. Potem sva pa dobila sobo sama, ker tam so bile še 3-4 Srbkinje tudi v isti hiši. Dva so potem dobila svojo sobo pri eni italijanski familiji. Potem smo pa naprej. Vedno je šlo na boljše. Potem smo dobili v najem hišo, mečko ven iz Berija, Mrs. Little se je pisala, tu je bila pa kot moja druga mama, je imela pa 2 hiše. In je rekla, to lahko oddajam, tle pa živim jaz s svojo mamo, ki je že 90 let stara. In če ona umre, je mogla prodati. Smo rekli, ne, poskusimo se, da bo se tako krasno zgleda. Tista gospa res lepo zgledala pri 90 letih. In smo bili tam, je bila Marjanca rojena. In to je bila ena najboljših familij. Povsod so me peljale. Ona je bila učiteljica, njena mama je bila pa iz familije od tistih tovarnarjev, ki so izdelavali praške, luks, pa tisti lever. In res so bili najboljši. Potem je pa sin od nje šel po Sloveniji v Bosno takrat, so bili kvejkarji. Ja, je šel pa v Bosno, da je tam pomagal, pa se je ustavil tudi v Ljubljani, pri Dušanov sester. In je prinesel novice. Kako so gledali oni na vas, ko ste bili refugees? Te so nas imeli, kot da smo... In na tisti ulici, kjer smo živeli, je bila Hilda Avenija, se je imenovala. So bili sami uradniki pa učiteljni. Edini zjutraj, ko smo ob 8 mogli vstati, pa je to v tistih delavskih oblekah, smo bili mi. Pa še naš prijatelj je prišel, da se je bila hiša, taka, veste, se je imeli tač, pojek smo imeli, ja. Da smo bili 3, da smo loži plačevali. Torej ste Angliji hvaležna, ker vam je dala domovino, ne? Ja, zelo, zelo. Ker Dušan je bil pa v skavtih in v Litiji so bili zelo močni skavti. In njegov oče je podpiral, Dušan je bil tam časopis urejal, vsi so šli na izlet, Dušan je pa urejal časopis, da ko so prišli, da so ga videli, veste, že gor, da so ga... S tem čas, ne? Ja. Pa mama njegova pa Mira so pa Nemci zasedli po Litijo, očeta zaprli, Dušana zaprli, so mogli pa čez noč bežati. Čez hribe v Ljubljano. Tako da potem so v Ljubljani živeli celo vojno. In po vojni 1 leto dlje. Komunisti jim niso dali takoj nazaj posestvo, ki je mama imela tam gostilno pa restauracijo. So 1 leto dlje ostali. Gospa, kaj pa vaša družina, kakšna usoda, ostale vaše družine? Brata so ubili po vojni. Ena sestra, ki ni bila poročena, je prevzela kmetijo, se veste, ženska, ni šlo, pol je oddajala malo zemljo, pol je bila bolna, tako da je umrla, pa ni nobene oporoke naredila in so nam na sodniji razdelili, kaj hočemo. In še zdaj ni razčiščen, pa je že 10 let. Zdaj pa ljudi sekajo po gozdovih, kosijo, pa noben nima nič od tega. Cela kmetija je šla, no sestri so že pred kojne vzeli, pa tak. A oče je ostal pa doma? Oče ni bežal? Ne, noben, ne mama, ne sestre, 2 niso. Ena je študirala, pa ji niso pustili, so rekli ne. Potem so ne vem kako spet ljudje, da je mora dokončati. Zakaj bi te, ker je stara bila 15 let, zakaj bi te plačala gor, zato ker so preobrat, so veliko plačali gor prec. Kdaj ste se vi vrnila potem v domovino po vojni? 63. Marjanca je bila stara 10 let, ko smo šli prvič. Je pa moj oče zbolel in so mi pisali, če ga hočem še živega videti, moram priti. Mi smo pa med tem časom dobili pa angleško državljanstvo in sem imela angleški pasport, pa smo šli domov.
In vas niso nič preganjali? Takrat ne. Zanimivo. Prvič ne, zaradi tega, ker je bil en sorodnik od Dušanove mame, nek visok gor. Member of the party. Ja. In potem so vas Potem, ki je pa, ne vem, katerega leta je Tito umrl. 80. 80, ja. A smo šli drugi let spet, ne? Se smo šli skoraj vsak let. Ja, je bilo vse v redu, ampak je pa Tito umrl, pa so me pa vsaka, ko sem prišla domov na policijo. Ali so me pa prišli domov iskati z avtom. Pa sprašvali pa, zakaj moraš tu, pa hodite kar gor v hribe, pa dol gledajte Slovenijo, so mi rekli. Gospa, danes, ko imate eno življenjsko izkušnjo za sabo, ne? Pa ste uspešno življenjsko zgodbo napravila, kljub temu, da ste mogla iti od doma. Kako gledate vi na vašo nekdanjo, ali upam, da imate Slovenijo še zmeraj v srcu kot vašo domovino? Kako gledate? Zame je še vedno najlepša, ker sem tam rojena, pa smo da z Dušanom veliko po svetu. Ampak Slovenija je zame, še vedno sem se rada vsako leto vrnila. Ampak ni bilo prijetno, ker sem imela vedno te težave. Da sem na policijo Dušana, ker je pa izdajal ta klic Triglava. In tukaj zvečer telefon, nekaj groznega se mu zgodil, če ne bo nehal. No. Celo tukaj v Angliji so vam vodili? Ja, pa prišel, jaz sem šla pa na policijo, ker on je bil pa lih na enem sestanku v Londonu. Sem povedala, kaj se je zgodilo, ker sem se prestrašila, sem rekla, povejte mi, kdo ste prav, njegov prijatelj, sem rekla, ime hočem vedeti. Je rekel, sem povejte mu, da se bo nekaj zgodilo, če ne bo nehal, nekaj groznega. Se bil sur, bi rekel, nešto strašnega, užasnega, tako mi je pravzaprav rekel. In potem sem šla pa na policijo, povem tam, so kar resno vzeli, pol Dušan pride, prav, veš, danes se mi ne bo, lahko se mi pa, ker je jemu tiskarno pa mečkano od hiše v samem mestu, ampak je bilo, Ljudi okolo tudi ne takrat, a ne tam? Ja, ker je hodil on, ja, zvečer, ker on je vedel še, poleg vsega drugega, ki je tiskal, je mogel še klic Triglava, a ne? Gospa, vi mogoče veste, če smo vprašali, kdo je financiral klic Triglava? Ja, ljudje je bil, so ga zmerjali, smo ga pošiljali po celem svet. V Avstralijo, Novo Zelandijo, Ameriko, Kanado, Argentino, Nemčijo, Belgijo, vse. Naročnina ni bila visoka, ampak to je vse stroške krila. Torej ste imeli nekaj vrste družinsko podjetje, tudi hčerka pa... Znamke lizala, pa te na adrese je pozdajala, pa na poštno nosila, ker sem bila tojkle visoka. A Dušan Lajovic vas je podpiral, kaj? Je prihajal kaj na obisk? Ja, na obisk, pa vedno nas je povabil, smo šli v Sheraton hotelu v Londonu. Tako zelo je bil kar v redu, ne, podpiral, ne. Ker on je bil eden vodilnih tej iste četniške. Ja, pa še malo sorodil z Dušanom. A, celo tako? Daljni sorodnik, zelo daljni. Pa ni to vplivalo, da se je vaš mož odločil za četnike? Ne. Ja. No, a veš, ko nisi povedala, da so raztresan, cela familija je raztresana po svetu, v Argentini, na Češkem. Ena sestra moja je na Češkem. Na Češkem? Je poročena, ja, že dolg, že prej, pred vojno. In ena pa v Argentini, pa smo bili pa na sodniji zaradi zapuščine, pa rekla sodnica, se ste po celem svetu raztresani. Jaz v Angliji sem šla ne trikrat obiskat sestro. V Argentino? Ne, na Češko. Ja, sestra iz Argentine je pa prišla tudi nekajkrat domov. A brat je tudi šel v Argentino? Ja, en brat je pa šel tudi v Argentino, ampak je tam umrl, ker je morat, se veste, Argentine in tiste klime. Ja, seveda je drugačno. Ja, na Češkem je pa spet, prvič sem šla, ko so bili pod komunistov, potem sem šla, ki je bil Dubček, potem sem šla pa, ki je Havelj prevzel. Sem videla 3 velikanske razlike. Nazadnje, ki je bil Havelj, prej ni bilo nič. Smo šli tam, vse je bila lepa trgovina, velik taka samopostrežba, pa ni bilo drugega, kakor pa kislo zelje, kumarce pa tiste knedličke zmrznene.
pod Dubčkom je že bilo mečkom boljše. Ko sem pa šla, ko je Havelj prevzel, so bile pa trgovine mehne, ampak so imele takele police, pa so jih naredili čisto do stropa, pa vse polhne. Vsega, kar ste hoteli. In pa prvo v Brno, moja sestra je v Brnu živela, mož je pa v tale, kaj je že, Irish gostilno. Je bila prvič irska v Brnu odprta gostilna, da boš imela tam pivo. Gospa, še mogoče za konec, kako uspete ohranjati tako lep jezik, tako daleč od doma? Doma govorimo z Marjanco samo slovensko, zato da tudi Marjanca. In ko je še prej, ko je bila mehna, doma smo samo slovensko. Ko je šla v šolo, je pa angleščino. In je dobro delala, se je naredila vse, izpite je naredila 7 gimnazij. Ne, tudi lahko vem, 7 gimnazij, ker v Angliji je samo 7. Potem je šla na univerzo, je naredila degree v psychology, potem je pa naredila še master degree with distinction. Ampak to ona nobeno ne pove, jaz pa povem rada. Ta intervju, ta. Je bila zelo pridna. Doma pa slovensko. Veste, veliko naših familij ne znajo govoriti otroci slovensko. Samo verjetno pri vas? Seveda, ne vem, kakšen besedni zaklad nimam, ne jaz, ne Marjanca, ker toliko časa živimo zunaj. Ampak vedno, ko gremo domov, Marjanca pobere nekaj novih. Obe skupaj govorita res lepo slovenščino. Verjetno tudi to, ker ste bila oba z možem Slovenca, ne? Tudi, ja. Ker je dosti bilo... Ja. Tukaj jaz imam ščerko, moj mož je angleški, pa ne govori, zastop malo, razume malo, ampak ne govori. Ja, pa je Rozi hodila tudi v šolo. Hodila, pa je počela. Je znala vse pesence že, ampak tako lepa tista učiteljica umrla, pa je bil pa konc. Je bila tudi Slovenka, ki je učila, učiteljica iz Kamnika. Ste imeli veliko stikov Slovenci v Angliji, ti povojna emigracija? Nekaj velika, veste. Posebej Dušan, ki je bil vedno tako zaposlen. Ker poleg vse 12 ljudi je bil zaposlenih. On ni nikdar delal neke reklame, da je tiskar. Tu so vse ljudje, so ga imeli grozno radi v Enfieldu. Je za vse cerkve tiskal, za vse šole, ne vem koliko takih časopisov za šole, veste, kaj se daje. Ja, ja, ja. Vse to. In pa je velika tovarna Stadium, tam je pa najbolj pomagala. Takrat, veste, ni bilo še kompjuterjev. Vi ste imeli, so imeli 3 ali 4 tovarne, Stadium imel. Vse račune, vse tiste, vsak dan pisma, tako da ni tipkarca, je tipkala, ampak da je enega, poleg je pa on razmnožil. Zelo zaposlen. In je dobil tudi medaljo od papeža, Dušan. In takrat so kar vse skupali, kako tudi je dobil. Je pa en župnik v naši cerkvi, s kamer smo hodila skozi vsako nedeljo, ker Dušan je v Škofovih zavodih gor zrasel. In je en dan župnik prav v nedeljo, morate pa ob 2 popoldne priditi nazaj. Nama je povedal, kaj se bo zgodilo, Dušanu je rekel, pa ne smete povedati. Pa se je bil veliko presenečen, da je dobil to nagrado od papeža. No, pol je dobil pa še od Slovenije, Freedom of Slovenija, mu je pa dal ambasador Šinkovc, pa še nekaj je dobil, 3. Ne, samo zadrujo. Ja, še nekaj. Je pa en prinesel, že po smrti, seveda je dobil iz Slovenije. Majda, si mislim, da še kaj? Sedaj je že itak preveč. Vas ne bomo morili, ne? Tu boste morali. Je bilo dosti. Kaj jem? Mama se spomni, vse, kaj je imela za jesti, tukaj seveda je bilo dosti, kaj ni imela. Pomanjkanje, ne? In zato se vse še zdaj spomna, ne? Ja, iz tistih kampov, tam se ne spomnimo. A veste, tako smo nas prvič zaprli v razred, nas je bilo, ne vem, ko je žensk pa otrok, pa smo ležali in so hodili noter komuniti
pa so kakšno vzeli ven, pa je zaslišvali. Sem rekla, moja sestra, sem rekla, pejmo v najdaljši kotke, da ne bo na vrsto prišla zlepa. A veste, kot ni dušen, da te tam jedne fregera. Ja, seveda. Zakaj si šla? Ja. Pa pejdi nazaj, pa to, ne? Ja. Tako sem rekla, jaz nisem akademik, ampak imam pa življenjsko univerzo. Ja, imate veliko in tudi zelo lepo pripovedujete. Zelo lepo.